Kar začeli in da smo skoraj počeli. Lepo večer v Lavričevi knjižnici. Stare kulture zmeraj med nami v nas vzbujajo začudenje, vprašanja, tudi strahove. In vedno znova se sprašujemo, kako so ti ljudje nekoč živeli, kje so živeli, na kakšen način so se hranili, kako so po zvezdah usmerjali svoje življenje, kakšen je bil njihov koledar, kakšen je bil družbeni ustroj, politični sistem in podobne stvari. Na ta in podobna vprašanja odgovarjajo seveda raziskovalci, vsak na svojem zelo specifičnem, posebnem področju. No in danes imamo med nami enega takšnih, ki skuša z ostalimi kolegi in na večdisciplinaren način odgovarja tudi na taka vprašanja. Med nami je dr. Ivan Šprajc, po izobrazbi arheolog in etnolog. Sicer pa človek, ki izjemno veliko ve o predkolumbovskih kulturah, torej na območju Mezoamerike. Dr. Šprajc se v zadnjem obdobju osredotoča predvsem na raziskovanja majevske kulture. Na tem področju je eden vodilnih ljudi na svetovni ravni in mislim, da ravno naslednje leto se bo znova podal na raziskovalno sezono. Na teh seveda raziskavah je odkril izjemno veliko ali pa ponovno odkril, kajti džungla je prerasla stara mesta, velika mesta, velike nekdanje države in jih znova postavil ali pa sploh postavil na svetovno kulturno dediščino. Dr. Ivan Šprajc je naš gost, kot rečeno, dobrodošel v Ajdovščini, mikrofon, najprej bomo brez mikrofona, če pa se bo pokazalo, da bo kdo od vas želel oziroma rekel, da me sliši dovolj dobro, bom uporabil tudi mikrofon, v tem primeru bi vas prosil, da to poveste. Tako da, dr. Šprajc, scena je važna, no? Dobrodošel. Ja, najlepša hvala. Dober večer. Najprej lepa hvala gospodu direktorju za to povabilo. Me veseli, sploh da vas vidim v takem številu, to je še posebna odgovornost, a se sliši to? Ja, bolj na glas, bolj je bolj. Ne bo škodilo, če bo bolj na glas. Se bom potrudil, če je pa na koncu glasu zmanjka, bom pa prosil za mikrofon. Torej, kot je že rekel gospod direktor, tema tega predavanja bo predvsem naše raziskave v srednjem delu polotoka Jukatana, ki jih opravljamo zdaj pa že 2 desetletji, ker pa verjetno maji večini vam niso vsakdanja skrb, pa najbolj ne bo odveč, če na začetku povem kaj splošnega o majih, o njihovi kulturi in jih postavim do nekaj bolj širših kontekst. Torej, če bi vas vprašal, zakaj ali pa na kaj pomislite najprej, ko vam kdo omeni maje, bi najbrž mnogi od vas rekli na porušena mesta, ki jih je prerasla džungla. To je verjetno res zelo pogosta asociacija, ker je seveda res, da je ta civilizacija dosegla svoj največji razcvet v okolju, ki se nam na prvi pogled ne zdi zelo primerno za razvoj neke visoke kulture. Ampak vendarle seveda moramo pa se spomniti, da takrat, ko so ta mesta živela, je bilo te džungle veliko manj. So pa takrat, ko pa so začeli graditi, ko se je začenjal vzpon te civilizacije, pa so seveda bili soočeni s problemom, s isto tropsko vegetacijo, kakršna danes prirašča ta mesta in s problemom, kakršnim se soočamo tudi mi. Torej, kultura Majev je izrasla v okviru širšega
kulturno-geografskega ali pa kulturno definiranega geografskega območja, ki mu pravimo Mezoamerika in katerega obseg vidite na tej karti. Torej gre za srednji in južni del današnje Mehike in za severni del Centralne Amerike. Zdaj, zakaj uporabljamo izraz Mezoamerika? Ker je to zelo prikladen termin, da se z njim nanašamo na skupino ljudstev, ki so v tisočletjih pred osvojitvijo, pred prihodom Špancev v 16. stoletju, sicer bila v mnogih pogledih različna, govorila so celo mnoge različne, celo nesorodne jezike, ampak vendarle jih je v zadnjih tisočletjih pred prihodom Špancev vezala cela vrsta skupnih kulturnih značilnosti. Tako so vsa ta ljudstva temeljila, gospodarstvo je temeljilo na intenzivnem poljedelstvu, zlasti na gojenju koruze, ki je bila glavna poglavitna rastlina. Povsod so imeli podobno religijo, gradili so piramidalne templje, imeli podobna božanstva, gojili kakav, povsod so imeli obredno igro z žogo, poznali so človeške žrtve in še cela vrsta teh drugih značilnosti v načinu življenja je, ki to kulturno območje definira. Torej, razvoj Mezoamerike delimo na 3 velike obdobja, tu imate tudi te osnovne kronološke ločnice in pa označena nekatera od največjih arheoloških najdišč. Začetek Mezoamerike lahko, oziroma to kulturno območje z vsemi elementi se začne oblikovati nekje torej začetku 2. tisočletja pred našim štetjem, vzdolž južne obale Mehiškega zaliva, kjer se oblikuje kultura, tako imenovana kultura Olmekov, znana predvsem po teh orjaških bazaltnih glavah. Kasneje pa se tipični mezoameriški elementi razširijo proti zahodu in proti vzhodu in dosežejo ob času osvojitve obseg, kakršnega ste videli na karti. Tako recimo v osrednji Mehiki živi kultura Zapotekov, Monte Alban je najbolj znamenito najdišče te kulture. V osrednji Mehiki je največje najdišče Teotihuacan. Ostanki tega ogromnega mesta se raztezajo na površini okrog 20 kvadratnih kilometrov, to je okrog 40 km severovzhodno od današnje mehiške prestolnice. To je samo eden od teh piramida Sonca, ena od največjih piramid. In Teotihuacan, torej v prvem tisočletju pred našim štetjem, tja do 7. stoletja, je bil pravzaprav eno največjih mest tedanjega sveta. Prebivalstvo se ocenjuje na okrog 200.000 prebivalcev. No, v poklasični dobi v osrednji Mehiki dominirajo Tolteki s prestolnico v Tuli in kasneje Azteki, ki so mogoče med najbolj znanimi, ampak to seveda zato, ker so z njimi imeli opravka Španci, ko so prišli in so o njih največ pisali. Sicer so bili pa Azteki samo zadnji dediči te dolge več tisočletne mezoameriške tradicije. To so ostanki glavnega templa v nekdanji prestolnici Tenochtitlan, katere ostanki ležijo pod današnjo mehiško prestolnico. No, na jugovzhodu Mezoamerike pa se je oblikovala tako imenovana kultura Majev. Zakaj rečem tako imenovana? Zato, ker beseda Maji nam seveda označuje, to je skupno ime, kolektivno ime za celo vrsto ljudstev, ki so sicer govorila sorodne jezike, ki spadajo v majevsko jezikovno družino, ampak niso bila nikoli povezana v eno samo državo, tudi niso čutila pripadnosti eni sami skupnosti. Izraz Maja je pravzaprav jezikovni. Torej, ko so prišli Španci v začetku 16. stoletja, so na severnih obalah polotoka Yucatana slišali od ljudi, da govorijo jezik Maja ali Majatan, govorica Maja. In ta jezik še danes domačini, ki ga tu govorijo, označuje na ta način, ampak samo v tem severnem delu polotoka Yucatana. Drugod se govorijo jeziki, ki jih danes uvrščamo v majevsko jezikovno družino, ampak se imenujejo drugače. In recimo indijanci v guatemalskem Višavju, na primer, tudi nimajo občutka pripadnosti neke širše skupnosti, ki bi jo imenovali Maji. Ta izraz se je začel uporabljati kot kolektivni izraz za vsa ta ljudstva šele nekje v 19. stoletju. Zato danes govorimo o kulturi Majev,
ki jo vendarle odlikujejo posamezne značilnosti, kulturni elementi, ki so vsem tem, ki so bili vsem tem ljudstvom ali državam skupni. Torej, območje Majev delimo lahko na dve veliki naravno različni območji. Na eni strani so tu nižavja polotoka Yucatana. To je apnenčasta plošča terciarnega izvora, zaradi česar so tu kraški pojavi tako pogosti, kot so pa nas. Torej podzemne jame, površinskih vodnih tokov, skoraj ni in tako naprej. Na drugi strani so pa tu višavja, ki se vlečejo od mehiške zvezne države Chiapas proti jugovzhodu vse do Salvadorja in Hondurasa. In prav ta naravna raznolikost je pravzaprav pogojevala to, kar poznamo kot kultura Majev. Brez te raznolikosti in brez živahnih trgovskih povezav si tega ne moramo predstavljati. Samo nekaj primerov. Torej, sever se seveda odlikuje po tropski vegetaciji, tu je džungla, tu zrastejo razne poljščine, ki prenesejo tako klimo, kakao in podobno, ampak tu ni nikakršnih pametnih kamnov, da temu tako reče, nobenih trdnih kamnin, to je vse apnenec, zelo malo je kremena, tako da so za orodje in orožje bili Maji nižavi odvisni od importov, se pravi od tega, kar so uvažali iz gvatemalskega višavja, kjer pa je veliko bazalta, vulkanskih kamnin, skratka vse tisto, kar je bila osnovna tehnološko pomembna surovina. No, o tem še nekoliko več kasneje. Začetki te kulture, ki pravimo kultura Majev, se začnejo oblikovati vzdolž pacifiške obale, tam v 2. tisočletju pred našim štetjem. Zakaj prav tam? Ker je seveda to obalno območje bilo zelo primerno, ne samo zaradi ribolova, zaradi rek, ki se spuščajo z višavja, ampak tudi zaradi možnosti poljedelstva, ki so ga te reke omogočali. Tako da imamo tu že nekatera večja najdišča, prvi začetki pisave, že v 4. stoletju pred našim štetjem. Podobno na obalah polotoka Yucatana, notranjost polotok, no tu recimo eno tako najdišče, v 1. tisočletju že z značilnimi majovskimi maskami, stopničastimi templi. Notranjost polotoka Yucatana se pa začne kolonizirati šele nekaj veliko pred letom 1000 pred našim štetjem. Zakaj? Ja, ker je bilo težko. Ta tropski gost, to tropsko okolje si seveda ne smemo predstavljati kot neko Amazonijo z veliko vode in vlage. Kot sem že omenil, to je kraško območje. Površinskih vodnih tokov skoraj ni, zaradi česar je bila voda vedno problem in še vedno je problem tudi za nas. Stalna voda je na globinah 70 ali več metrov, torej nedosegljiva s preprosto tehnologijo, tako da so bili v glavnem odvisni od manjših ali večjih jezerc, ki se v deževni dobi napolnijo z vodo, ampak se tudi ta velikokrat izsušijo v sušni dobi. Tu sta samo 2 letna časa, deževna in sušna doba. Kljub samo seveda zaradi ugodnih razmer na obalah se je začelo prebivalstvo povečevati, naraščati in prej ali slej je bilo treba seveda kolonizirati tudi notranjost. Tako se je ta kolonizacija notranjosti v 1. tisočletju začela in tu so prej ali slej zrasla tudi orjaška mesta, kakršne predvsem El Mirador v samem centru polotoka, ki je dosegel višek tam v zadnjih stoletjih pred našim štetjem. To je tak digitalni model reliefa, centralnega dela tega najdišča El Mirador. Kot vidite, po merilu gre za precejšnje razsežnosti. Že dalj časa potekajo izkopavanja na tem najdišču, ampak še vedno je večji del teh stavb prekrit z džunglo, seveda pa zaradi na osnovi rezultatov izkopavanja lahko že v dobršni meri rekonstruiramo, kako so posamezne stavbe izgledale in kakšno je bilo videti celotno mesto. Istočasno, torej 1. tisočletje pred našim štetjem, se tudi na severu polotoka Yucatana že marsikaj dogaja. To je recimo orjaška platforma v Isamalu. Če pogledamo na Google Earth, kar lahko sami preverite, torej Isamal je današnje moderno mesto, ki pa leži na
ruševinah nekdanjega mesta. In to so seveda moderne hiše, ki so pritlikave v primerjavi s to orjaško platformo, ki se je začela graditi že v zadnjih stoletjih, pred našim štetjem, katere stranica meri okrog 200 metrov. Visoka je tam nekih 10 metrov in tu ima še dodatno piramido postavljeno. No in v klasični dobi, se pravi od 3. stoletja naprej, je bil pa celoten polotok Jugatan izredno gosto naseljen, lahko rečemo z gotovostjo, da je bil poseljen bolj gosto, kot je danes, če izvzamemo seveda velika urbana središča, kot so Merida, Črtomal, Kampeč, ampak izvzemši ta mesta je bil polotok bolj gosto naseljen. To vemo seveda zaradi gostote arheoloških najdiščev, kateri so tu zopet prikazana samo nekatera. No, nikoli, torej majevski družbeno-politični sistem je bil še najbolj podoben srednjeveškemu feudalizmu. Imeli so nekakšne mestne države, večje ali manjše. Največji dve sta imeli prestolnici Vatikanu in Karahmulu, ki ste videli že nekaj. Torej v teh mestih pa seveda najdemo templje, rezidenčne palače, administrativne, upravne objekte in razporejene okrog trgov, ki so lahko večji ali manjši. Torej majevska mesta niso tako strnjena, kot smo mi navajeni na naša mesta, temveč so sestavljena iz dveh ali več arhitektonskih skupin, ki jih ločijo večji ali manjši prazni prostori. Torej, najbrž niso bili prazni, ampak so bili namenjeni obdelovanju. Taka mesta, vrtovi, kot temu tudi velikokrat rečemo, so sicer značilna tudi za jugovzhodno Azijo. Torej, ta tropski način, tropsko okolje očitno pogojuje tak način poselitve, ker je pač bolj praktičen zaradi razpoložljivosti naravnih dobrin. No, v klasičnem obdobju se pojavi pisava, Maji takrat začnejo obširno uporabljati pisavo, mnogo je napisano na njihovih fasadah, na posebnih kamnih svelah, uporablja se tudi obok, ki ni pravi obok. Maji so poznali pravi obok, torej obok, kakršnega so v starem svetu začeli množično uporabljati šele Rimljani. Ampak ga niso uporabljali, tako kot niso uporabljali kolesa, čeprav so princip kolesa poznali, niso uporabljali ga niti v lončarstvu in kar zadeva obok, so uporabljali tako imenovani lažni obok, kakršnega imamo tudi v starem svetu, Mesopotamija in še kje. Torej, gre za zidove, na katere potem postavljajo vrste kamnov, vsaka naslednja si je bliže vsak sebi, dokler se teh vrste kamnov toliko ne približajo, da lahko prekrijajo celotno zadevo z eno vrsto ploščatih kamnov. Ti oboki seveda niso tako, ne prenesejo take arhitektonske mase, kot pravi oboki, razen tega ne omogočajo zelo obsežnih prostorov. Zato, ker če kot povedati široke prostore, je treba narediti zelo visok obok. Imajo pa eno prednost, da pred pravimi v potresih, če imamo prave kupole in oboke, se vse sesuje. Pri teh se pa samo zgornje stvari in spodaj pa vse ostane. No, seveda imamo tudi stensko slikarstvo, ki prikazuje običajno vojaške prizore, vojne rituale in podobno, včasih tudi vsakodnevne. Stavbe so bile okrašene lahko tudi s štukaturami, recimo z raznimi upodobitvami božanstev, z reliefi ali pa celo s takimi polnimi skulpturami, kot je tu primer iz Kopana, iz Hondurasa. In zelo pogoste so stele, torej ploščati kamni, na katerih najdemo reliefne upodobitve, vključno z hieroglifskimi napisi, ki pa govorijo predvsem o dinastičnih zadevah, o podvigih vladarjev, o njihovih zmagah, zajetih pomembnih vojnih ujetnikov in obredih, ki so jih morali upravljati za to, da ohranjajo kozmični red, kar je bila tudi njihova odgovornost. No, ampak ravno tam, kjer je bilo preživetje v začetku najtežje, se pravi v osrednjih in južnih nižavjih, polotoka Jugatana, ravno tam so Maji dosegli največji razcvet, verjetno ravno zato, ker
okolje ni bilo preveč darežljivo, bi rekli, in so se morali seveda boljše organizirati zato, da so se prilagodili temu okolju. Najbrž ni naključje, da so najmočnejše, različno centralizirane, absolutistične države nastale prav v tem centralnem delu polotoka Jukatana. Ampak ravno tam, kjer so dosegli največji blišč, so ob koncu prvega tisočletja doživeli tudi največjo krizo. Torej, v pičnih 2 stoletjih so bila tako rekoč vsa mesta, vsa naselja, lahko rečemo 99% vseh naselij je bilo v pičnih 200 letih zapuščenih. Kaj se je zgodilo? Približno vemo, kakšni so bili faktori. Vemo, da je po eni strani so bile vedno bolj pogoste in podaljšane suše. To vemo zaradi geoloških sedimentov, zaradi mnogih raziskav, ki so bile upravljene ne zaradi arheoloških ciljev. Po drugi strani vemo, da je bilo celotno ozemlje izredno gosto poseljeno. To se pravi, lahko si zamislite, če je ljudi že itak veliko, pa se potem še klima poslabša, to pomeni krizo. Ne? In na to krizo se morajo vladajoče strukture odzvati. V tem primeru so se očitno odzvale neprimerno. Namreč, kaj zaznamo v tem poznem klasičnem obdobju? Vse več je vojn, o tem pišejo napisi, vse več je spopadov. Vojne so vedno bile med maji, torej to si moramo biti na jasnem, ampak v tem času so konflikti veliko bolj pogosti in imajo veliko hujše posledice. To so bile seveda kratkoročne rešitve za nekatere države. Lahko je neki vladar ali pa elita, ki je vladala neki državi, lahko je za nekaj časa prebrodila krizo, ker so pač vzeli sosedu to, česar niso imeli doma, ampak dolgoročno je pa to seveda bilo izrazito destruktivno. Zlasti zato, ker so nekatere od teh držav imele pomembno mesto v trgovskih mrežah. In če je zdaj to, če je ena država, ki je takšno vlogo imela, propadla, potem je to seveda pomenilo efekt domino, verižno reakcijo. Torej, trgovske poti so bile presekane in stvari so potekale dejansko kot efekt domino. Tako da do leta 900, kmalu po letu 900 imamo tako nekoč vsa mesta v take obliki. Preraste je zopet džungla in tako jih najdemo mi. Torej, po letu 900 kaj se je točno zgodilo, kakšno je bilo zaporedje teh dogodkov, še vedno ne vemo, natančne sekvence, ampak razlogi so bili v glavnem ti, ki sem jih omenil, in rezultat je bil seveda ta, da imamo drastičen demografski upad. Mnogi ljudje so gotovo pomrli v spopadih od lakote. Že v poznem klasičnem obdobju vidimo, da je prehranjenost elite veliko boljša, kot je prehranjenost večine prebivalstva. To se vidi po kostnih ostankih, s tem se ukvarjajo fizične antropologije. Če je bilo v zgodnejših obdobjih stvar bolj uravnotežena, vidimo podhranjenost veliko bolj izrazito pri plebsu, to se pravi pri večini ljudi v tem poznem obdobju. Se pravi, kriza izstopa, se odraža na različne načine. Mnogi so najbolj pomrli, nekateri so pa seveda emigrirali proti severu in proti jugu, v Višavju. Treba je seveda reči, da se proti severu, na severu se ne zgodi nič kaj tako pretresljivega. Ves na severni del polotoka Jukatana živi naprej. Tu so recimo mesta, kot so Ušman, v poklasični dobi, tam 10. 11. stoletje je velika prestolnica v Čičenicaju. Zadnje veliko mesto je Majapan, ki pa tudi propade že leta 1441, sredi 15. stoletja. In zadnje večje mesto na severu polotoka Jukatana je Tulum na Karibski obali, danes ena najbolj turističnih točk v Mehiki, seveda zato, ker je na Karibski obali. Na Tulum so Španci naleteli, ko je prva ekspedicija Juana de Grijalve plula ob tem potoku Cozumelo, je Juan Díaz, eden od kronistov, zapisal, da so v daljavi videli mesto,
niso si upali pristati, ampak piše, videli smo mesto, ki je bilo tako živahno kot Sevilla. Se pravi, to so Tulum, to danes vemo po opisu, ki ga daje Juan Diaz. V notranjosti pa je bila seveda cela vrsta drugih, večjih in manjših naselij, ampak veliko bolj je bilo to politično razdrobljeno. Tako da danes arheologi govorijo celo o balkanizaciji Majev, tako klasično. Tako da smo tudi famozni v tem smislu. Torej, večja politična razdrobljenost na jugu, v gvatemalskih višavjih pa prav tako ni bilo nobene krize. Tam je seveda klima bila bolj, torej klimatske spremembe so imele manjši vpliv, ker to so vendarle hribi, padavinski režim je bolj konstanten, veliko je rek, zemlja je ledovitna in tu stvari tečejo naprej, vse do prihoda Špancov. No, to je eno tako iščeviš in če. Tehnologija Majev, moramo se zavedati, to ni odveč podariti, če govorimo o njihovi tehnologiji, o tehnološki osnovi, je bila pravzaprav na nivoju kamene dobe. Maji niso uporabljali nikakršnih praktično uporabnih kovin, pa sploh komaj kaj kovin. Torej zlato so sem in tja imeli v poznih obdobjih, ampak to jim sploh ni bilo, zlato ni bilo pomembno. Za njih je bila najpomembnejša surovina žad. Žad je bil simbol prestiža. Žadovi okraski, ki so okrasili vladarje, ki so bili tisto, ki jim je dajalo poseben prestiž, ugled. In tudi zaradi tega, seveda potem, če so bile v tistem kriznem obdobju trgovske poti presekane in vladar ni več dobil žada iz gvatemalskega višavja, najbrž so tudi podložniki rekli, pa kakšen vladar, če še žada ne dobi. Tako da je bila cela vrsta elementov, ki so temu prispevali. No, ampak sicer, vse, kar je bilo uporabnega, orožje je bilo izdelano iz kamna, lesa, kosti ali školjke, čeprav školjke so bile bolj za okras. In to so bili pa razen kremena, ki vse najde v nižavjih, vse ostalo so bili pa importi, bazalt, zlasti obsidian. Obsidian je vulkansko steklo. Torej tam, kjer ne vedno, kjer magma pribruha na dan, ampak v določenih okoliščinah se tvori obsidian. To je posebna oblika te magmatske kamnine, ki je dejansko ostra kot steklo. To, če se pravilno lomi, to reže tako kot steklo. In seveda ni pogosta surovina. V Gvatemali sta 2 ležišči obsidiana, v centralni Mehiki jih je nekaj več, ampak ta trgovina z obsidianom je bila izrednega pomena. Ravno zaradi te učinkovitosti orodja in orožja iz obsidiana. Torej vse orodje in orožje, kot rečeno, da imate sulično ost, je bilo iz kamna, kosti, lesa, les pa seveda v glavnem propade. Žad, najdragocenejša surovina, je služil za razne uhane, kot vidite, ogrlice, vseh mogočih oblik, prsne, na prsne okraske in za takele maske, kot vidite, ki so bile običajno sestavljene kot mozaiki, kot posmrtne maske, ki so igrali, polagali v grobove dostojanstvenikom, zlasti vladarjem. Torej, Maji, tako kot drugod po Mezoameriki, niso imeli posebnih grobišč, pokopavali so pod tla svojih hiš, elito seveda pod tla njihovih palač, rezidenčnih poslopij ali celo templjev. In grobovi so pa seveda primerno statusu pokojnika tudi opremljeni z raznimi pridatki, ne samo z osebnim okrasjem, temveč tudi z lončenimi posodami, s tako polikromno keramiko, ki prikazuje razne mitološke prizore, vlasti iz podzemlja, in ki je tudi danes cenjeno blago za preprodajo. To je tisto, kar plenilci najraje iščejo. Poleg žadovih predmetov, seveda, ki so najbolj dragoceni na črnem trgu, niso pa tako pogosti. Keramiko se pa najde v mnogih elitnih grobovih. In to je tisto, kar plenilce posebej privlači, ker recimo krožnik, posoda, polikromna, kakršno vidite na sliki, v Gvatemali ali Mehiki ni posebno veliko vredna, ko pride pa do dražbe na Sothebyju, pa lahko se prodati za 20 do 30 tisoč dolarjev.
še bolj takele stele, ne, ki jih velikokrat plenilci kar razrežejo, zato da jih je lažje prenašati. Ampak tega je danes, te črne trgovine z večjimi predmeti je danes seveda manj, zato ker je vendarle težje transport. No, Maji, ne glede na to preprosto tehnologijo, so bili pismeni. To je bilo edino predkolumbovsko ljudstvo stare Amerike, ki je imelo kompletno fonetično pisavo. Ne alfabetsko, ampak ja, fonetično. To je bila silabično-logografska, torej zlogovno ideografska pisava. Za primer, kitajska je popolnoma logografska, ne? Se pravi, ena beseda, en znak, zaradi česar je treba poznati par tisoč znakov, da smo vsaj osnovno pismeni. Japonska je pa silabična, ne? Zlogovna. Taka je bila majovska, predvsem silabična, čeprav so lahko uporabljali tudi logograme. Imeli so izredno izdelan kompleksen koledarski sistem, s katerim so lahko zapisali datume podobno kot mi, od neke fiksne točke v preteklosti, in ker je korelacija tega njihovega koledarja z našim znana, lahko vse njihove datume, ki običajno začenjajo njihove napise, do dneva natančno postavljamo v naš koledar. Bili so izvrstni astronomi, verjetno tudi najboljši na ameriški celini. Tu ste videli primer iz Venerine tabele, zelo dobro so poznali gibanje Venere. To je stran, torej 4 kodeksi majovski so ohranjeni, to je tako imenovani Drezenski kodeks, ki ima med drugim tudi tabelo mrkov, to je ena stran, kjer se pojavljajo tipični intervali, v katerih se pojavljajo mrki. Zapisani pa so ti intervali z njihovim sistemom, številskim sistemom, ki je bil prav tako za čuda veliko bolj napreden kot pa sistem njihovih sodobnikov v starem svetu. Oni so uporabljali, pravzaprav že njihovi predniki v Meki, so iznašli sistem, številski sistem z mestnimi vrednostmi. Torej, tako kot je naš. Samo na naše desetiški mi uporabljamo 10 števk ali cifer, od 0 do 9, njihovi pa 20 tiški. Oni so pa uporabljali od 0 do 19. Ne? In vsako mestna vrednost je bila potenca števila 20, naše so pa potence števila 10. Ampak seveda s takimi števili, kot so jih oni uporabljali in kot jih mi uporabljamo, lahko zapišemo karkoli, ogromna števila. Ne? In se seveda tudi računske operacije enostavne. Ne? Zdaj, najzgodnejši zapisi v tem sistemu so že iz 1. stoletja pred našim štetjem, medtem ko se v Indiji prvi, torej desetiški sistem začne oblikovati nekje v 5. stoletju in se vključno z uporabo ničle uveljavi šele v 8. ali 9. stoletju, odhodr ga preko Arabcev dobimo mi v Evropo. Ne. Torej veliko kasneje, kar je zanimivo, ne, glede na to, da so bili pa iz tehnološkega vidika, pa seveda Maji in drugi Američani, recimo na nižji stopnji. Medtem so v Evropi še vedno v srednjem veku uporabljali rimska števila. Zdaj si pa zamislite, zdaj pa zapišite z rimskimi ciframi 8.683.922. Pa še kaj se štejte. Zdaj tega seveda ni čudno, da so bili Rimljani odlični arhitekti, krasni vojskovodje, ampak o astronomiji in matematiki niso imeli pojma. Vse, kar so oni naredili, so naredili sužnji, razni Arhimedi in podobni, ki so prihajali iz Grčije. Toliko za razliko med, recimo, Maji in našimi starosvetnimi civilizacijami. In seveda, tako kot marsikaj drugod po svetu, so tudi Maji in drugi Mezoameričani orientirali stavbe, torej pomembne stavbe, glede na astronomske dogodke, zlasti na vzhajališča in zahajališča Sonca ob določenih poljedelsko pomembnih datumih. Zdaj sem seveda naštel celo vrsto nekih podatkov, ki spada v posamezne sklope, ki bi vsak terjal posebno predavanje, tako da jaz seveda ne morem govoriti ne o koledarju, ne o astronomije, mogoče ne drugič. In bom zdaj prišel na tisto, kar bolj ustreza naslovu predavanja, to je tem našim raziskavam. Torej, mi smo že leta 1996 začeli terenske preglede v tem osrednjem delu polotoka Yucatanu, to, kar je danes jugovzhodni del mehiške zvezne države Campeche. Zakaj tam?
Zato, ker je bilo tam znanih še leta 1996 zelo malo arheoloških najdišč. Torej, tu danes poteka ena moderna cesta, čez polotok Jukatan, od vzhoda proti zahodu, in ves ta južni del je bil zelo malo znan. To so bila edina arheološka najdišča, ki so bila pred 20 leti znana. Večino njih so odkrile 4 ameriške ekspedicije pod vodstvom arheologa Karla Ruperta, ki je svoja odkritja tudi zelo dobro objavil, ampak večina teh najdišč je bila kasneje zopet izgubljenih. Njegova knjiga je šla leta 1943 in potem se tako rekoč nihče več ni odpravil tja in nihče več točno ni vedel, kje so ta najdišča. No, mi smo 7 sezon opravili v tem koncu in danes je ta arheološka slika malenkost drugačna. Torej, imamo okrog 80 prej neznanih arheoloških najdišč in tudi smo ponovno našli nekaj tistih, večino tistih Rupertov, ki so bila znana prej. Torej, ta vzhodni del je danes redko poseljen, to je vzdolž meje z Republiko Belize. To je redko poseljen, tu smo začeli naše raziskave in se potem počasi premikali proti zahodu. Ves ta senčeni del je pa obseg zaščitenega naravnega območja, ki mu pravimo Kalakmulska biosfera. To je bilo pa zaščiteno, torej dekretirano kot naravno zaščiteno območje leta 1989 in od takrat na tem območju ni dovoljeno niti poseljevanje, niti nikakršni posegi, torej neizkoriščanje lesa, živalskega sveta in ničesar drugega. Kar je seveda krasno z ekološkega vidika, moram reči, da je to ena tistih biosfer, kjer je najmanj pritiska in ki se dejansko ohranja. Pred 2 letoma je bil ves ta južni del celo proglašen kot mešano dobro, torej mešano ozemlje pod zaščito UNESCO, mešano namreč kulturno in naravno zaščiteno območje. Dobro, tu lahko rečem, da so prav ti rezultati naših raziskav temu pripomogli, da smo lahko to argumentirali. Torej, ekološko gledano je to zelo fajn, zadelati pa ni tako fajn, zato ker vse tista poti, vse tiste kolovozi, ki so jih nekoč uporabljali drvarji ali pa recimo zbiralci drevesnega soka, smole iz posebne vrste dreves, ki se uporabljala in se še uporablja za izdelavo žvečilnega gumija, to je čikle. Torej, vsi ti kolovozi so bili seveda že preraščeni, tako da moramo mi zdaj te stare poti ponovno odpreti, kar ponavadi vzame največ časa in truda. No, mimogrede, to, kar smo počeli, je v večjem delu teh sezon je objavljeno v knjigi, ki je šla leta 2009 v slovenščini, precej razširjena izdaja, ki pa obsega, ki vključuje tudi rezultate zadnjih 2 sezon, je pa lani šla v nemščini, torej v Avstriji. Seveda so pa to poljudna dela, ki vsebojo ne samo rezultate, temveč predvsem potek našega dela z vsemi anekdotami, problemi, s katerimi se soočamo, skratka, z vsem tistim, kar ljudi običajno najbolj zanima. No, kakšna je ta pokrajina, da še enkrat pokažem, torej to so v glavnem deličevja, ravninski, to so Maja lowlands, kot se reče, torej nižavja, ponekod večja ali manjša deličevja. Tole je recimo drevo vrste sapote, iz katere se pridobiva ta smola za izdelovanje žvečilnega gumija. Tu vidite tudi te reze. Še vedno to izkoriščajo, samo danes je to manj pomembno zaradi umetnih mas. Pravijo moji kolegi tam, da zdaj samo še Japonci kupujejo ta naravni čikle za žvečilni gumij, ostali pa se pa uporabljajo razne umetne mase. No, drugače je pa to tudi eden najbolj obstojnih lesov. Sapote, Acras sapota, latinsko, ali Manilcara sapota, je les, iz katerega največkrat najdemo preklade v templih. Velikokrat so kamnite, lahko so pa tudi lesene, nekatere so stare 1500-1700 let.
Ni najtrši les, je ni najtrši, je pa najbolj obstojen. Obstaja še en trši, ki seveda se ga vsi bojijo, kadar sekamo, predvsem pa pravijo, da je čist brez veze, ker služi samo temu, da uniči sekiro in mačeto. No, sladka voda je na voljo samo v takih jezercih, večjih ali manjših, malo je teh trajnih jezer, običajno so to manjša jezerca, ki se izsušijo. Fauna je seveda vse mogoča, tudi 4 vrste strupenih kač, potača, krokodili so v teh aguadah in jezercih, tudi to je posebna vrsta ameriškega krokodila. Tapiri so sicer rastlinojede in prijazne živali, ampak ni se dobro recimo utaboriti na njihovih poti, ker oni to ne spoštujejo, oni grejo in pomedrajo. Opice mogoče najbolj prijazne, čeprav tudi te, samo 2 vrste sta, oblešalke in vreskači. Oblešalka se so drugače simpatične, samo ne marajo ravno pritepencev in dokaj se navadijo, rade obmetavajo s vejami ali pa vse mogoče izločajo. Tako da je zlasti dobro, če kakšne skice delamo ali pa posnetke in da je to, glede tega je tudi treba paziti. Ja, pa kakšna palca lahko poleti na glavo. Insektov, vse mogočih, zdaj unih najbolj drobnih komarjev, tiste težko slikam, teh je največ. Tarantele in podobno. Zdaj, kako zgleda naše delo? Torej, mi seveda v glavnem najdemo ruševine. Za primer vam bom pokazal, to, kar vidite na desni sliki, je, kaj zgleda kot en hrib, naravno. Ja, pa ni hrib. Ko so začeli, to je bilo pred 30 leti. Leta 2000 so začeli z izkopavanji, to je Bekan, blizu našega območja. Torej, vidite, da gre že, to je zdaj isti pogled, ne? Vidite, da tu se že vidi stopničasta teresa, stopnišče in danes restaurirana je pa stavba tako. Torej, čeprav mi v glavnem najdemo ruševine, je seveda porušeno je vrhnji in zunanji del. Najprej padejo zgornji deli stavbe s templjem, ampak to, kar je tam ruševina, ki pade, pa seveda spodne dele celo zaščiti, ne? Ker obloži jih nekako. Tako da so spodnji deli lahko zelo dobro ohranjeni, čeprav to na prvi pogled sploh ne izgleda tako. Drug primer, Ecna, to je tudi država Kampeče, pa daleč proti severozahodu, to je najvišja piramida na tem najdišču. Če smo se pred kakimi 30 leti zazrli proti zahodu, iz te piramide je bil tak pogled. Vidite to groblo v ozadju, vse preraščeno. Ja, danes je to takole, ne? To pravi, gre za dolgo palačo, ki ima seveda gornje dele porušene, ampak ohranjeni so pa spodnji deli stebrov, ki so podpirali gornje dele sobe in podobno. No, mi na naših teh terenskih pregledih seveda se osredotočamo na večja najdišča, registriramo pa tudi kakšne manjše skupine stavb, kjer pač naletimo na njih. Tipično so Maji živeli v takih atrijskih skupinah, torej več 2, 3, 4 stavbe okrog enega osrednjega igrišča, dvorišča. Kakšne so bile te stavbe, vidimo po nekaterih upodobitvah, ne? To se pravi kamnite, lahko so bile pa tudi, kakršne so še danes, marsikje, iz šibja, na kakšnih temeljnih zidovih, kritina iz palmovega listja in take ovalnega ali pravokotnega tlorisa in take stavbe se še vedno uporabljajo. To se pravi tradicija, ki ima več tisoč let. Ne? No, mi na večjih najdiščih kaj naredimo, običajno geodetski posnetek, potem se naredijo te digitalni tridimenzionalni modeli, to je eno veliko predklasično najdišče iz zadnjih stoletij pred našim štetjem. Vidite, da gre za 3 velike arhitektonske skupine, ne? 2 visoki piramidi okrog 30 metrov. Ime smo pa seveda dali mi. Ime Jašnoh-Kah je iz jukateškega majevskega jezika. Pomeni pa prvo veliko mesto.
Namreč tradicija je nekako v arheologiji tega območja, že Rupert je to imel, da se najdišča poimenujejo po kakšni značilnosti ali pa celo po kakšni okoliščini v trenutku odkritja. Ker za večino teh mest pač ne vemo, kako so se imenovala originalno. Vemo za kar nekaj, ampak več je tistih, za katera ne vemo. Ne? In seveda bolj elegantno zvenijo mesta imena v majevskem jeziku, kot pa nekaj špansko ali tako drugega. Tako da, recimo, eno najdišče je Karl Rupert poimenoval Ušul, kar pomeni konec, zato ker je bilo zadnje najdišče njegove sezone leta 1933. In po analogiji smo mi to imenovali Jašnokah, prvo veliko mesto, ker je bilo pač prvo veliko odkritje naše sezone 2004. No, to je pravi načrt tega mesta z nekaj detajli. V okolici so še druge skupine, zdaj tu že nekaj let raziskuje kanadska ekipa arheologov, ima prav posebej projekt na tem najdišču, ki pred letom 2004 sploh ni bilo znano, je pa eno večjih, kar smo jih našli. No, ponekod seveda najdemo tudi ostanke še stoječo arhitekturo, zidove. To je najdišče, ki smo ga poimenovali Čejok Olna, kar pomeni v majevskem jeziku drevo na hiši. Pa ugante zakaj. No, ponekod so še ohranjeni okraski, štukature na teh zidovih. Nekaj, seveda, jame so bile povsod pomembne, ne samo na našem Krasu, ne samo kje drugot, ampak tudi pri Majih in drugot po Mezoameriki. V jamah so velikokrat arheološki ostanki, jame so bile vhodi pod zemlje, v jamah je velikokrat voda, zato seveda ni čudno, da se v jamah običajno opravljajo obredi za rodovitnost. Pa se spomnite pa na škocijanskega depoja, kamor so stoletja v prazgodovini odmetavali razne predmete, ne? Zopet kot kult rodovitnosti. Ker zemlja je pač, ne samo, da je pod zemljo v jamah velikokrat voda, ampak zemlja je tista, ki sicer vse požre, ampak tudi vse da. Zaradi tega seveda kult zemlje in rodovitnosti je vedno pomemben, in ponekod so v jamah celo zidovi, konstrukcije. No, leta 2004 smo tudi našli zanimivo stvar, seveda so med najbolj razburljivimi najdbami so seveda napisi, hieroglifski napisi, ki dajo takojšnje historične podatke. Na eni od teh stel smo odkrili datum, ki pade v leto 396 našega štetja, in to je do zdaj najstarejši, najzgodnejši datum znan na kateremkoli majevskem najdišču v Mehiki. Torej, najzgodnejši majevski datum sicer je iz Tikala na steli 29, ki pade v leto 292 našega štetja, ampak zdaj imamo mi pa rekord v Mehiki. Sicer žal ne vemo, kaj se je takrat zgodilo, imamo pa najzgodnejši datum. Je bil pa tak okrogo datum, bil 8-18, nič, v tem njihovem 20-tiškem sistemu. Tudi oni so imeli radi okrogle datume, ne samo mi, ne pa leto 2000. No, Ošpemulj je bilo eno od Rupertovih najdišč, ki smo ga mi ponovno našli tudi. Zelo dobro ohranjeno, 18 stel, približno toliko teh manjših vladarjev. Recimo, stele seveda prikazujejo zopet vladarje z nekimi maskami požanskimi, sekiro v rokah. Na njih so napisi, ki marsikaj povedo. Ošpemulj je očitno bil naslednik Kalakmula, tega velikega mesta, ki je propadlo tam v 8. stoletju. In torej v prvih 7 sezonah, od leta 1996 do 2008, smo bolj ali manj pregledali to južno območje, južni del biosfere in priležno redko poseljeno območje, oboje južno od te ceste, ki prečka polotok Jukatan. Severno od te ceste je pa severni del biosfere, kjer se pa razteza kakih 3000 kvadratnih kilometrov, kjer ni pa znano nobeno najdišče. Torej ni bilo znano še, dokler nismo mi prišli, kar seveda ne pomeni, da tam ni nič, ampak da ni nobenih raziskav bilo opravljenih. Mi seveda smo se potem leta
2013 prvič podali na to območje. Naj še povem, da sta tu na jugu in na severu sta dve regiji, ki jih arheološko označujemo kot Čenes in Riobek, ki sta sorazmerno dobro znani in tudi poznani predvsem po značilnih arhitektonskih stilih, ki so bili tu v modi v poznem klasičnem obdobju, tam od 6. do 9. stoletja. Tole vmes je pa ogromna luknja, bela lisa, kjer ni bilo znanega nič. No, mi smo prvič prišli sem, torej to je zdaj ta severni del biosfere, ne? Cesta, ki teče čez polotok Špuhil, to je moderno naselje, ki je naš prvi oskrbovalni center. No in tu smo zdaj v dveh sezonah 2013 in 2014 odkrili ta tri najdišča. Torej gre za skrajni južni konec tega arheološko neznanega območja. Zdaj, kako mi to delamo, malo da vam pokažem našo infrastrukturo, torej to je naša kamioneta, ki je inštitutska, malo oblepljena seveda z logotipi sponzorjev. Seveda pa ni to dovolj, moramo še najeti en 3-tonski tovornjak, enega od naših delavcev, to je ravno med tem, ko se napolnimo vodo v Špuhilo, v to 1000-litrsko cisterno, ker seveda vode ni ali pa samo slučajno na njo naletimo, v kakšnih teh aguadah, jezercih, moramo vse nositi seboj, vso opremo, hrano, vodo, tako da imamo 1000-litrsko cisterno, pa še 200-litrska soda, plus prehrano, opremo, vse, kar je pač potrebno za delo. In seveda se takole tudi mi prevažamo. Kako pa sploh najdemo? To je najbolj zanimivo vprašanje, ki se je mogoče komu že porodilo in tega seveda še nisem omenil. Ko smo na začetku delali v tistem redko poseljenem območju, so nam pomagali domačini. Oni seveda poznajo svoje teritorije, vejo, kje so kakšne stvari in so nas peljali do teh svojih ruševin. Vsaj upamo, ne? Nekod mogoče nas, vsega nam mogoče niso pokazali, ker smo mogoče bili njihova konkurenca, ker najbolj sami, ker brskajo ruševine, ampak upamo, da smo večji del tistega pogledali. Ko smo šli v biosfero, se je pa ta način dela kmalu izčrpal, kajti ljudje, ki so nekoč tam drvarili, zbirali čikle, so bili ali že mrtvi, ali pa tako stari, da niso mogli več hoditi, ali se pa niso spomnili. In nekaj takih smo še našli, pa so se pa izgubili. Tako je bilo. Skratka, ni bilo kaj dosti efekta tega, tako da smo bili primorani, da uporabimo tehnike daljinskega zaznavanja. Mogoče prva ideja, ki se porodi, so seveda satelitski posnetki. Mi smo satelitske posnetke poskušali na mojem inštitutu, imam celo specialiste za interpretacijo satelitskih posnetkov, ampak brez kakega velikega haska. Namreč v tem pragostnem okolju se ne da kaj dosti razbrati niti na optičnih, niti na radarskih satelitskih posnetkih. Tako da smo potem nabavili letalske fotografije v merilu 1:2000, ki jih je v 90 letih prejšnjega stoletja opravila neka kanadska kompanija po naročilu uprave biosfere. Oni so seveda uporabili to rabe za monitoring, za upravljanje same biosfere in to so bili pa seveda fotografije, ki so bile stereo narejene, kar pomeni, da letalo leti in na vsakih nekaj metrov posname fotografijo, tako da se fotografije deloma prekrivajo. In ko mi vsak par gledamo s stereoskopom, vidimo tridimenzionalno sliko. Tako da večje stvari, čeprav so vse preraščene s tropskim gozdom, štrlijo iz te sicer enolične zelene pokrajine. No in tu imate en tak primer, ravno tega najdišča Čartun. Ta je že tako očiten, da niti ni potreben stereoskop. Vidite tu neke linearne elemente, ne? Če pogledamo to od blizu, postane stvar še bolj jasno. Ne? Tu je nekaj stereoskopom, seveda se vidi to še veliko bolj impozantno. To je neki pravokotni element, no in tako da to je bil naš prvi cilj leta 2013.
Kako smo šli? Ja, najprej po cesti, ki pelje proti severu, v mesto Kopelčen, in potem našli en star kolovoz, to se tudi vidi na teh letalskih fotografijah, ki smo ga začeli potem krčiti proti zahodu. No, to je pa tisto delo, ki je najbolj prihamorno človek pozabiti, zakaj je skoro prišel tja. Mi smo za 16 km rabili, da smo odprli 16 km nekdanjega kolovoza, bez preraščen sekundarno meditacijo. Smo rabili 3 tedni za 16 km. Zdaj, brez tega mi ne moramo iti peš. Lahko bi šli peš, ampak ne moramo nesti to hrane samo od vode, da bi lahko tam se bolj utaboriti in kaj delati. Torej, to je seveda delo, ki terja kar nekaj časa. No, pa se seveda sproti utaborimo, kjer to je naša kuharca, moram reči, da to je zelo pomemben element ekipe. Ja, prva leta smo kar sami nekaj pocali, ampak to je bilo pa tako. Zvečer priješ, utrujen, pa nekdo začne tortilje delati. Rezultat tega dela je tak, da je bilo bolj prehranjevanje bolj nujno zlo kot pa uživanje. Zdaj imamo že parkrat smo imeli kuharco, on je potem cel dan v kempu in to pravi, zjutraj ostane v 4, vse počnimo. Pa lahko seveda počiva čez dan, ampak to je zelo mnogo. No in ko smo prišli, mi smo se lahko približali temu najdišču na vsega dober kilometer. Najprej, kar je bilo, dobro, tu bo dober prostor za tabor, ampak najprej pogledamo, kaj to je. Tako videli te ogromne piramide, ponekod še elemente stavbne, ki števijo na dan, tako da je postalo takoj očitno, da bomo tu ostali celo sezono. Sezona pa traja tam kakšne 2 meseca pa pol, pa itak smo že več kot pol meseca porabili, sem da smo tja prišli. No in tako da je bilo treba narediti dober tabor. Kako izgleda tak naš tabor? Ja, šotore sicer postavimo, ampak niso zelo komodne. Veliko bolj udobne so mreže, amakas, ki potem še opremimo z mrežami proti komarjem in preddržim seveda. Šotori so bolj za kakšno opremo, pa res, če je preveč dežja, da se bolj tja spravimo. Naša kuhna, ja, krvilne stene, vse imamo vsako leto, imamo malo boljšo infrastrukturo. Potem fante naredijo tudi kakšne police, da ima naša kuharca za posodo, celo, da se ni štedilnik, prosim, da se ni treba sklanjati. Ja, to kar na lesene in potem nanesejo zemljo. To vse deluje krasno. In pa smo začeli s delom. Seveda, ko smo približno imeli vtis, kakšno je to najdišče, je bilo treba narediti geodetski posnetek, torej karto najdišče. To je moj kolega Aleš Marsetič iz našega inštituta za antropološke in prostorske študije, geodet, ki nas že nekaj sezon podpira, mehiški kolega, ki dela skico, arheolog, ki vodi to snemanje. To je še en moj sodelavec Mehičan, Ottavio Sparca, ki je pa epigrafik, on je pa specialist za pisavo. Torej, mi smo tako kot danes povsod v vseh dejavnostih, smo tudi mi obsojeni na specializacije. Jaz sicer nek koledar že poznam, pa kakšne glife že preberem, kaj dosti več pa ne. To so ljudje, ki se posebej temu posvečajo, in tak je Ottavio. In zvečer delamo seveda cele dneve, ker da bi tam popoldne ležaval med komarji brez veze. Delamo in potem popoldne pozno in zvečer se pa, to je naš računski center na tem našem kamioneti, ko je treba pregledati, kaj se je naredilo, spraviti podatke. In to je že prvi rezultat. Čaktun je bil sestavljen iz 3 velikih arhitektonskih kompleksov. To je zdaj ta relief tridimenzionalni zahodnega kompleksa. Kot vidite, je tu več trgov, okrog katerih so masivne stavbe, podolgovate, palačnega tipa, tempelske piramide. In kar vidite tu, je pa igrišče za igro z žogo. Bomo takoj pogledali, no to je še pogled v perspektivi. Zelo strnjene stavbe, malo arhitektonskih elementov izpostavljenih, ampak izredni volumni, to, kar nas je nekatere visoke tja do skoraj 30 metrov, ampak zelo masivne.
Tole tu, ti dve sporedni stavbi, je pa igrišče za igro z žogo. To je recimo eno tako igrišče v Kalakmulu, ki je že izkopano. Ampak vedno imamo dve stavbi, med katerima je taka aleja, ki je bila za igro. Ne vemo točno, kakšna so bila pravila, ampak vemo, da so lahko žogo, ki je bila seveda iz kavčuka, kavčuk so tudi poznali, kavčuk je sploh iz Amerike, so lahko odbijalo samo skolki. In žoga je bila masivna, ne za napihe, ampak je bila cela, tako da je to tehtala 3 do 4 kg, to vemo, ker se tudi arheološko najdejo. Tako da tudi sicer najbrž z glavo ne bi bilo dobro odbijati to žogo, če je kdo tega žigal. No in kakšen je bil pa, ne vem, predvsem obrednik. To pa zopet vidimo zaradi upodobitev. Reliefi, ki spremljajo ta igrišča za žogo, vedno upodabljajo rituale, predvsem človeške žrtve, ki so imele namen predvsem ohranjati rodovitnost. Zdaj to je zopet tema, ki bi jih lahko posvetil naslednjo uro, ampak to se nas zdaj nimamo časa. So pa vedno ta igrišča v samo velikih mestih. Ni imela vsaka vas stadion, samo večji centri so imeli igrišča. In ponekod jih je celo več. Tudi v našem primeru, to je zdaj jugovzhodni kompleks, je tu še eno igrišče za igro z žogo, en sam velik trg, ampak zopet masivne stavbe, tu zlasti rezidenčne na tem koncu. No, to je tak načrt, kot jih običajno objavimo, tega istega kompleksa. In v tem kompleksu je na eni od stavb smo našli tudi, torej vidite, da tu padlo je drevo, in je korenine so izruvale kopice štuka, fragmentov štuka, ki je nekoč krasil to stavbo. Tu vidite, da so bili kupi tega materiala, mi smo potem samo nekaj najbolj zanimivih kosov pobrali in jih fotografirali, za primer, ki nam dajo seveda samo bežen občutek nekdanje veličine in blišča, s katerim, oziroma vsega bogatstva, okrasja, s katerim nekoč ta stavba mora biti okrašena. To pa lahko sklepamo po vseh teh barvah. No in še severovzhodni kompleks je najmanjši, ima pa tudi dve, do 25 metrov visoki piramidi, zopet tako enega trga. No in zdaj, če mi to postavimo, te tri modele na to letalsko fotografijo, vidite, to smo zdaj omenjali, pa jih dajmo, to je zdaj ta zahodni kompleks, severovzhodni kompleks in še jugovzhodni. Pri čemer moram dodati, da so stavbe tudi tu, ampak jih preprosto nismo več imeli časa posnet, skartirati. Torej, zmanjkalo je denarja, zmanjkalo je časa tudi zato, ker se je začela deževna doba. Mi običajno delamo od marca do junija. Tu med obema, med zahodnim in vzhodnim kompleksom smo tudi opazili ostanke avenije, torej nekoliko dvignjena avenija, tlakovana z grobo obdelanimi kamni, ki je povezovala oba kompleksa. In tole na zahodu je pa jezerce, ki je pa, torej to je samo tisto, kjer se danes nabira voda. Tale štirikotna površina je pa udrta. Mi smo prišli tja in smo videli, da je popolnoma prekrita samo z eno vrsto drevesa, ki jih pravijo tinto. Značilnost tega drevesa je pa, da raste samo tam, kjer je močvirje ali pa poplavljena območja. No in že sama oblika tega, seveda, glede na to, da je pravokotnik, je dala jasno vedeti, da gre za umetno modifikacijo terena, torej ogromen rezervoar. Vidite po merilu, da je to stranica dolga skoraj 200 metrov. Globina tega je pa tam okrog 3-4 metre, torej si lahko zračunamo kakšno ogromno maso materiala, čeprav ni stvar nič zelo impresivna, ampak je pa seveda ogromno delo, ki je bilo vloženo zato, da rešijo enega od osnovnih problemov, pomanjkanje vode. In take rezervoarje, štirikotne rezervoarje imamo seveda tudi marsikje na drugih večjih najdiščih. No in posebna zanimivost tega Čaktuna so pa obdelani kamniti spomeniki, stele in oltarji. V obeh teh večjih kompleksih smo jih našli. Recimo, tu je poseben
blok iz kremena, ki je imel najbrž neko posebno ritualno vrednost, ker so ga postavili v vrsto s tema okroglima cilindričnima oltarjema. Ta oltar je bil celo postavljen na 3 cilindrične podstavke, obdelane. Veliko je stel, ki so gladke, najbrž nikoli niso bile reliefno obdelane, lahko so bile pa poslikane, nekaj je pa takih, ki imajo pa dobro ohranjene reliefe. Ko smo zagledali tole, je bilo pa to največje presenečenje, kajti ko smo se približali, smo videli, da ti glifi niso izklesani v kamen, temveč so izdelani v štuku, prilepljenem na kamen. To je bilo pa nekaj čist edinstvenega, nihče ni tega poznal še prej v arheologiji Majev. Nekatere stele imajo tanko plast štuka, premaza, ampak da je bili pa kar celi glifi, to je bilo pa nekaj čist edinstvenega. Ne? Tako da, ampak gre seveda za koledarski datum v dolgem štetju, ki se ga da rekonstruirati, ker poznamo mehaniko koledarja, tako da zanesljivo vemo, da gre za 3. maj leta 751 našega štetja. No, ko je kolega s delavci še opravil manjša izkopavanja okrog te stele, je seveda lahko dokumentiral celoto in našel tudi veliko fragmentov tega štuka, ki so že odpadli. Recimo, tu spodaj imate enega in za tega ta je tako dobro ohranjen, da lahko, da točno vemo, kaj pomeni in kje je bil nekoč. Gre za glif, ki predstavlja mesece v tem likovem koledarju. No, na straneh stele je pa še enkrat se pojavi krajša oblika datuma, spodaj je pa glif, ki, torej tu piše, na ta dan, še enkrat je ponovljen datum, je bil postavljen Čak Tun, kar pomeni rdeči ali veliki kamen. Očitno gre za samo stelo, ker je bila velika je bila in te štukature od zadaj so bile pa tudi, torej tu ni dobro videti, ampak so ostanki rdeče barve. Ne? Stela je bila dejansko rdeča in so jo imenovali rdeči kamen. Ali čak je lahko tudi velik. Ne? Zaradi tega smo mi potem to najbližje poimenovali pač Čak Tun, ker je bila to gotovo najbolj impozantna stela. Na drugi strani pa piše, da je kamen postavil gospod po imenu Ahkinič Balam. To je Ahkinič Balam. To je ime vladarja. To bi pomenilo nekako sončev jaguar. Ime, ki ni edinstveno, tako kot so evropski vladarji bili mnogi Friderik in podobno, so bili tam tudi mnogi Kinič Balam. Zelo tako svetsko ime. Kinič je itak sonce in to je sončev bog. Spredaj je bil upodobljen vladar, ki je pa zelo poškodovan, torej ohranjanje se samo del nog s tem delom predpasnika, tudi v štukaturah. Zaradi edinstvenosti tega spomenika smo tako intervenirali na Mehiškem nacionalnem inštitutu za antropologijo in zgodovino, ki nam je zelo hitro poslal restauratorsko ekipo, tako da je opravila vsaj nujna dela za konsolidacijo teh glifov in mi smo potem postavili še to zaščitno streho, dokler se ne začnejo kakšna večja dela na radišču. No, tu je zdaj še druga, še stele na drugem kompleksu, oziroma v tem zahodnem kompleksu. Kar sem zdaj hotel povedati je, da so mnoge stele, mnogi oltarji so nekako v sekundarnih pozicijah. To je tudi posebnost tega najdišča. Videli smo, da so mnoge spomenike prelamljali in potem fragmente postavljali nekam drugam. Celo v oglišča, v vogale igrišča za igro z žogo. Recimo stela 12 je v vogalu tega igrišča in je takole štrlela iz tav. Videli smo, da nekaj ima reliefe, smo seveda začeli izkopavanja, izkopali so jo in to je potem, to je pa, bolj ko je Octavio gledal ta relief, čeprav je bilo zelo jasno, da je obdelana, manj je razum. Mi seveda vedno pridemo potem še po noči, da z raznih kotov osvetljujemo te reliefe, ker se potem marsikaj pokaže
No in ko smo tako po noči to osvetljevali, je Octavio kar naenkrat zaklical Jano Tengu z glasom, ki ga je najbolj imel že Arhimed, ko je zaklical svoj famozni teorem. Je rekel, že vem, kaj je. Está al revés, narobe je postavljeno. No in tu je šlo, seveda, zdaj, ne vem koliko lahko vi tu vidite, ampak gre za profil vladarja, glave vladarja, ki ima zelo razkošno naglavno okrasje. Torej gre za celo kaskado mask, božanskih mask, ki gledajo v odprto žrelo ene mitološke kače. Torej to je zopet nekaj, kar vemo, da je kača, zato ker lahko sledimo cel razvoj te ikonografije. To so recimo sobje stilizirane, spodnje čelusti. To je nekak njegov alter ego verjetno. Ne? To so prizori, ki so pogosti na teh stelah. In ko smo pogledali zdaj še stranske površine, smo ugotovili, da gre zopet za datum, ne popoln, ampak se ga da zopet rekonstruirati. Gre za isti datum, kot je že zabeležen na tisti prvi steni. Ne? Tam imamo ime vladarja Akinič Balam, tu imamo pa očitno tudi njegovo podobo, ne? Ker gre pač za isti datum, je gotovo bil odgovoren za oba spomenika, isti vladar sredi 8. stoletja. No, tam naprej so pa lunarni podatki, zdaj s tem pa zopet ne bomo trujali, ker ti koledarski podatki so običajno, vedno jih spremljajo še podatki o starosti lune. Oni so bili zelo natančni pri beleženju lunarnih starosti. No in v tem primeru drugega igrišča so pa stele oziroma fragmenti stel kar v 3 ogliščih. Jaz bom pokazal samo tole 18, ki je najbolj impozantna, torej to je zgledano na začetku, en fragment je štrlel, videli smo, da je obdelan in ko smo začeli izkopavanja, se je izkazalo, da gre za 2 fragmenta iste stele, ki sta bila postavljena kot vogal ene stavbe igrišča za žogo. No, tu je postalo malo jasno, da gre za isti spomenik, ne? Zopet en fragment postavljen na glavo in ko smo jo sestavili, videli, da gre za odlično ohranjeno podobo vladarja v vseh svojem razkošnem opravi, s tole perjanico, s tem pridatkom na nosu, ki danes vemo označuje njegov božanski dih. Oni so bili seveda bogovi, oni so personifikacija bogov na zemlji in so tudi morali skrbeti za kozmični red. Takšno je bilo pač verovanje. In seveda spodaj opremljen za temi sandali, no, na tej risbi se vidi še boljše pektoralni in vse ostali. Na drugi strani je malo plitvejši relief, ampak kljub samo zopet vladar, ne vemo ali isti ali ne, ker tekst na straneh zopet ne piše nič o tem. Imamo samo dobro ohranjen, v celoti ohranjen datum, ki pa v tem primeru, torej zopet je okrogu datum za njihovim 20-tiškem sistemu, ampak pade pa 20 let prej, leta 731, imamo zopet lunarne podatke, ampak spet nič ne vemo, kaj se je takrat zgodilo. Niso bili zelo zgovorni na tem koncu. Torej, oni so zelo natančno napisali datum, slavili so seveda ta okrogli datum, ker sicer ne bi postavljali stele, da je bila luna takrat, ampak niso pa napisali v tem primeru niti kdo ga je postavil, niti kaj je še takrat ta naredil. Torej, to je zdaj druga stela, Čarkuna. Torej, to je seveda zdaj zanimivo, obenem pa postavlja še več vprašanj kot odgovorov. Kaj zdaj to pomeni, ti sekundarno postavljeni spomeniki? Očitno je, potem, ko so bile te stele nekje postavljene, preteklo nekaj časa, prišli so drugi ljudje, ki ti spomeniki niso več toliko pomenali, in so jih dali kar prelamljani in uporabili za druge namene. Kdaj se je to zgodilo in zakaj točno je pa seveda stvar, vprašanje, ki ga bojo lahko pojasnila samo bolj obsežne raziskave na samem najdišču. No, leta 2014 smo šli naprej, torej
ne več v Čahtun, uporabili smo ta del kolovoza in potem se en star kolovoz naduje proti jugu in smo ga odprli, najprej prišli do najdišča Tamčen, torej tudi Tamčen in Lagunita, smo jih našli na letalskih fotografijah in to je zdaj glavna piramida v Tamčenu. Vidite, zgoraj še dokaj dobro ohranjen ostanki zgornjega templa. Mi smo potem seveda to morali natančno dokumentirati, kot se pač da, in vedno nekaj improviziramo. Tu smo dali na neki drog ton fotoaparat, na daljinskem, zato da smo imeli čim več fotografij in smo lahko po stereo rekonstrukcijo naredili. No, tu je improvizacija. Ja, imamo kar nekaj opreme, ampak nikoli ni dovolj. No, to je pa, pred to stavbo je pa ležala na tleh zopet tale stela. Uporabili smo kar majorsko tehnologijo z vodo, da smo jo dvignili. Torej, po dimenzijah sodeč je bila težka kakšno tono, ne? In moji delavci so pa navadno vedno kar tako na horuk, sem rekel, pa se nas je premalo, to ne možno. Dajmo mi tako, kot so morali oni, pa niso bili prav prepričani, da bo to delovalo, in pa niso mogli verjeti, kar en sam dvignil. No, spode dvigovali smo seveda zato, da bi videli, če je tudi spode kak relief ali napis, pa ni bilo nič. Edino, kar je ta stela imela, je tale glif 3 torej zopet neki koledarski glif, ki je pa skoraj ob vznožju stele, tako da sumimo, da je bil vklesan šele, ko je stela že padla. Torej zopet nekaj, kar se je dogajalo tudi drugim. Stela je že padla, potem so prišli drugi ljudje in so tam nekaj uklesali. Ker če bi jo takrat, če bi to bilo takrat, ko je stala, ne, da bi ti glifi že bi bili praktično zakopani, oziroma tako nizko tlem, da bi bilo čist nesmiselno imeti tam čist spodaj. Poleg tega smo tu našli zraven ob steli tole puščično ost, ki je pa po tipu, po obliki, vemo, da je iz poznega poklasičnega obdobja. Torej, takrat, ko se tu nič več ni dogajalo, nič niso več gradili. To je že po tistem klasičnem propadu. Ne pomeni pa, da je bilo območje popolnoma izpraznjeno. Danes vemo, da so tu bile še zelo majhne, maloštevilne skupine, ki so živele, nekatere celo med temi ruševinami, nič več niso gradili. Ko so prvi misionarji sem prišli v 17. stoletju, so jim naleteli na te ljudi, ampak pri njih ni bilo nobenega sledu več nekdanjega blišča, ne? Noben ni zgradil piramid. Torej, seveda so se pa zavedali še svojih prednikov in so očitno tudi na tak način puščali daritve in podobno, ne? Pred raznimi nekdanjimi spomeniki. No, tudi tu smo seveda upravili meritve, vegetacija buna, dela je tako, dela je v glavnem derbatsko, tudi predvito, in to je tudi rezultat že tega Tamčena, torej tu je to je ta najvišja piramida, tu je bila stela, zopet trgi, kar pa vidite tole, so pa čultuni, oziroma vodnjaki, v tla izkopane lukne, ki so služile zlasti kot zbiralniki za vodo. To so take zadeve, ne? Običajno so cilindrično izkopani v skalno podlago, spodaj se razširijo in teh je na tisoče. Povsod v vseh naseljih majovskih je ogromno čultunov, to so pač zbiralniki za vode. To je bil eden od njihovih načinov reševanja problemov z vodo. In imajo tudi običajno konkavne zbiralne površine, tako da se voda steka in pokrove, ne? Čeprav pokrovi velikrat niso ohranjeni. Posebnost teh naših čultunov je bilo pa seveda po eni strani ta, da jih je tu bilo okrog 30 v samem centru mesta, torej tam, kjer je upravno in versko središče. To pa ni običajno. Čultunov je veliko, ampak tam je bajta. Druga stvar je bila pa, da so izjemno globoki. Običajno so ti čultuni, nekateri so bili tudi samo za shrambe, ne? Nekateri za vodo, drugi za shrambe, ampak so globoki tja največ do 6 metrov. Naši so pa 4 imamo, ki so globoki od 10 do 13 metrov. To je bilo pa nekaj tako nenavadnega, da smo se zaradi tega odločili, da damo najdišču ime
Tam-čen, kar pomeni v jukateškem jeziku globoki vodnjak. No, spode, včasih so v pari, ki so spode povezani s tuneli. Drugo najdišče sezone 2014 je pa Lagunita, torej mi smo prišli s tem kolovozom in vozili do sem. To je bila najbližja točka, pol si kolovoz nadaljujem v tej smeni, smo šli pol kar peš pogledati, ja. Ker pa smo že takrat videli, ne, tu po prvem pogledu, da bo spet to najdišče nam vzelo kar precej časa, da je treba precej stvari dokumentirati, smo razmišljali, kako bi zdaj tja prišli. To je bilo 4 km. Če mi tu naredimo tam, vsak dan marširati 4 km z teodolitom, z vodo, z vsem, kar je treba, pa pol še tam delati in vsak nazaj, to nam bo seveda požrlo veliko časa in naporov. Ne? No, pa smo bolj našli rešitev. Nekdo od delavcev rekel, če bi imeli pa quatrimoto, bi bilo vse rešeno. Quatrimota, to je pa to. ATV ali quad. Tako da smo cel tabor preselili veliko bližje na Diščo in to je sicer terjalo več potovanj, ne? Ampak smo seveda s tem si močno olajšali delo. Celo generator, ki nekda kakih 100 kil smo naložili na to. Res, da je bilo treba izčistiti to pot, pa veliko ožja. Tako da smo to, sem ugotovil, kako je to neverjetno priročno orodje. Ne? V Evropi v glavnem imajo za šport in za hece, tam pa to resna stvar. No in se utavili smo se lahko blizu jezerca, ki je imelo celo vodo. Očitno je to tako stalno jezero, ki se ne suši in tako da so fantje nabavili celo trnke in je naša kuharca lahko popestrila jedilnik, sem in tja. In potem smo seveda začeli pregledovati to najdišče, ima eno veliko piramido, kjer je še stene so hrane, en tak piskar, cel lonc je bil ležal na pomočju tega. Mogoče so kakšni plenilci pred leti ga tja, se ga tam pustili. Najbolj presenetljiva najdba je bila pa tale fasada. Ko smo prišli sem, zdaj tu je še seveda preraščena, ampak to je bilo tako impozantno odkritje, da smo se morali seveda takoj ovekoveči. In bolj ko sem gledal, bolj to fasado, bolj mi je prihajalo na misel, da mi je pred leti moj avstrijski kolega Karl Herbert Mayer, velik poznavalec, tudi Mayer, terenski delavec, mi je enkrat rekel, pa kaj ti kar naprej neke nove stvari iščeš? Zdaj ti Lagunita, to je že našo leta, ne vem kdaj, 70 letih, Erik von Nju, en ameriški arheolog, in jaz to iščem, ne najdem, da je to promenec, rekel, pa kje je to? In rekel, ja, on pravi, da je samo, da je šel iz Bekana, to je tam nekaj na jugu, 8 ur hoda proti severu, na tak način ne bomo še noben nikoli nič našli. Mi smo včasih bili manjka kilometer od ogromnega najdišča, nismo imeli pojma. Tisti njegove podatke sploh nisem vzel resno. Mi je pa poslal risbe Erika von Ljuba, ki so sicer v Peabody muzeju v Harvardske univerze. No in to sem jaz imel na računalniku in se za tega spomnil, gledam tisto fasado in ko pridemo zvečer v tabor, gremo na računalnik in smo seveda primerjali fotografije s tem in smo ugotovili, da smo dejansko v Laguniti, ki jo je nekoč v 70 letih odkril ta ameriški arheolog, ampak svojega odkritja ni nikoli objavil, tako da za te njegove risbe, ki so shranjene v tem muzeju, so nekateri vedeli, tako so prišli do mene. Nihče pa ne vedel točno, kje to je. Mi smo pač našli to najdišče na osnovi letalske fotografije in šele, ko smo to zagledali, smo ugotovili, da gre za Lagunito. In kaj zdaj ta fasada predstavlja? Tu vidite samo eno krilo, ampak v teh fasadah gre za zevajoče žrelo zemeljske pošasti. Podobljeno pa nekako Picassovsko, tako iz treh koncev, frontalno in z obeh strani.
Torej, to je zdaj Čikana, to je ena od najbolje ohranjenih, restaurirana drugod. Tega nismo odkrili mi, to je bila že leta 70 odkrita. Torej, tu vidite, da to so seveda usta, ne? To so stilizirane oči, štrleč nos, zobje, gornje čeljusti, spodaj pa jezik, ne? Tudi s štrlečimi zobmi. Tako da, ko je človek vstopal v ta tempelj, je pravzaprav šel čez mandibulo, skozi po spodnji čeljusti, je šel v umetno jamo, kar so ti templji seveda predstavljali. Ob straneh imamo pa stranski pogled na, torej od strani, profil te zemeljske pošasti. Zdaj tu pa je, če pogledate tole, je pa tako zevajoča, ne? Zevajoče žrelo, tole eno oko in to z druge strani, zopet eno oko in zevajoče žrelo, zopet v profilu, še z druge strani. In to je zdaj seveda v tem primeru, vidite, eno stran, oko, obrv, seveda vse zelo stilizirano v tem njihovem izraznem stilu in zobje, odprte čeljusti, upodobljene v profilu. Ne? Še en tak primer, recimo Hončop, še eno drugo znamenito majevsko najdišče, zopet frontalno in še stranska pogleda, oči so tu manjše, ali pa recimo Ormigero, zopet frontalni pogled, oči, stranski pogled. Ne? To je seveda vse zelo stilizirano, ampak mislim, da se da videti, ne, te upodobitve. In seveda lahko temu konceptu sledimo daleč nazaj v predklasično dobo, ko so bile te upodobitve veliko bolj naturalistične. No, v našem primeru, to je zdaj fotogrametrično iz mnogih slik sestavljena model te naše fasade, frontalni pogled manjka, ne? Torej nimamo več te preklade, ki je bila zgoraj, spodaj je vse prekrito z ruševino, mogoče bo izkopavanje med razkrila kakšno mandibulo spodaj, torej to ploščan. Sta pa ti dve stranska pogleda, sta pa dobro, zopet ti zobi, ne? Veliko oko na desni strani in zopet tele čekanje, ne? No, to je očiščena fasada, leva stran je zdaj tako zgledana, pa desna stran, torej to je zdaj to oko, ne? Zopet čekanje, še drug pogled, na tej strani je samo eden ohranjen, prekrit z ometom, štukaturom, belim ometom, in nad tem desnim očesom je celo ohranjena lesena preklada. To je najbrž nekje 8. 9. stoletje, ampak les se je tudi v tem primeru ohranjen. No, na drugi strani te stavbe so pa še ohranjene sobe, ki smo jih tudi naša kolegica Aljana Kapjani, ki se doktorat naredila zdaj iz arheologije, z arhitekture, arheološke, je to vse zrisala na črte, ne? In tu so sobe kompletno ohranjene s temi lažnimi oboki. Zakaj smo imeli maske? Zaradi netopirjev, ki gnezdijo noter in v njihovih iztrebkih so lahko mikrobi, ki prenašajo zelo glasno histoplazmozo, ki ni ravno prijetna bolezen. Torej, lahko je smrtna. No, živali so nas seveda tudi spremljale, recimo sršeni, ose, tega, lotimo se jih na različne načine. Pa spet koralnica, ta je tudi zelo stropena, ampak ima mehna glava v sreči, no, pa klopotača. Pa so pa take druge sorte živali, ki vedno je kakšno presenečenje. To je ena gosenca, ne vem, kako se jih reče po naše. Latinsko ime je Automeris mecli in čeprav zgleda kot božično drevešče, so te konice zelo stropene, tako da povzročajo zelo močno alergijo. Peče. Pa seveda zopet delom tako, glede na to, da imamo tam ni tako na glas. Ker imamo sve generator in so opremo, imamo pa še muziko. Največ in pa Jana gleda tako, kar sta posnela čez dan. Kaj je mogoče treba popraviti naslednji dan. Kaj treba mogoče popraviti. Tako da
mora sproti korigirati na svoje rezultate. No in to je zdaj rezultat tega dela, to je lagunita, to je tista piramida, ki smo videli, to je portal, ta zoomorfni, ki sem ga kazal, ki gleda proti zahodu, to je tudi eno igrišče za igro z žogo. Ta portal gleda proti zahodu, očitno je tam z vzhoda bil glavni vhod v to mesto, ne? Čeprav nismo zaenkrat našli nobene avenije, ki bi vodila to. In pa so bile tu še razne stele, še en trg, cela vrsta spomenikov, nekateri z dobro ohranjenimi napisi, recimo v tem, nekaj primerov, ponekod še ohranjena rdeča barva, najboljše je bila tale ohranjena stela 2, tudi te je imel deloma že zrisane Erik von Jung, čudni oltarji, ki imajo obliko kot žebleve glavice, čudni zato, ker jih nikjer drugod ne poznamo, torej tudi to so nenavadne zadeve na tem območju. No, potem se je pa začelo. Zdaj malo prepotihem, ampak tam odzad žaber je glave. Hotel sem pokazati, seveda, da je začelo deževati in je deževalo, pa ne deževalo, liga, 2 noči in 2 dni in seveda takrat vsa fauna prije nazaj. Jaz sem bil med tem moral sniti ven, ker sem moral iti na banko, bližal se je konec sezone, treba je ljudi plačati in potem skoraj nisem mogel več nazaj. Med tem so bili tako zapolnjene vse te naše poti, da so izgledale kot kanali. No in tako smo selili to našo opremo ven na teh kvadrih, 4-kolesnikih. Zdaj ta moja kamioneta ima 4-kolesni pogon, pa vinč pa tudi, vinč seveda, medtem kot 3-tonski tovornjak pa seveda nima, pa gume je na ostavi. Tako smo jaz sem nekam prevezal in smo na vseh teh vladnih in poplavljenih območjih smo se vlekli ven. In to je kar šlo, počasi, ampak sigurno. In smo zdaj že kar optimisti. Ker naenkrat je pa vinč gagnil, več ni obračal in tudi avto ni več prškal. Najprej sem mislil, mogoče je pa baterija se, akumulator spraznil, ker je veliko elektrike porabil vinč. No, in smo zamenjali iz velikega tovornjaka, smo dali potem v moj tovornjak tisti akumulator, še vedno pa seveda ni bilo zdaj jasno, kako bomo ven prišli. Tako da sem šel na 4-kolesnik, nazaj na piramido v Tamčeno, to je bilo spet par kilometrov, ker seveda tam noben satelitskih telefonov tokrat nismo imeli, je bilo stane, pa malo je bilo blizu civilizacije. Jasno, navadni mobilci pa tam ne vlečejo, tako da je bilo treba iti na piramido, tam pa dež je bilo. Ampak vseeno sem ujel komandanta v kasarni, z vojsko vedno sodelujemo, vedno se javimo, on je vedel, smo noter. Je rekel, ja, na pomoč rabimo. Je rekel, ja, zdaj bo pa problem, jaz sem samo 2 hamerja, pa nisem v kasarni, pravi, zdaj, ampak posod so poplave, oni vojska pa seveda pomaga, tam civilom. Ampak bom jaz to interveniral, no. Pa sem še na biosfero klical in sreči je komandant res tako interveniral, tako da takole je ustal tisti 3 ton, jaz sem se bolj odpeljal s tem akumulatorjem in kar smo lahko nažili, ampak večji del opreme se je ostal noter. Ampak že predno smo prišli na cesto, a vojska smo rekli, rešeni smo. Ja, pa nismo bili, ker po par kilometrov so to oni občali. Hammer, pol. In se rekel, ja, pa kaj, jaz nisem mislil, Hammer, pa to je najbolj idealno vozilo, to prije posod. Da ni res, moja Toyota je pač kaj. Najbolj ob 9 zvečer, oni so tam nekje zaglavili, jaz sem rekel, daj pa ti boš me potegnil. Potem so menjavali akumulatorje sem in tja, skratka nekamo nič ni šlo. In bolj ob 9 po radiju poklical je še en Hammer prišlo in potem se je 20 soldatov celo noč ukvarjalo samo s tem, da smo spravili ven oba Hammerja. In jaz sem seveda zjutraj, ker sem prišel v tisti hotelčič, kjer je bila naša baza, ob 5 zjutraj, popolnoma izmučen, imel sem pa točno isti problem kot pred 18 urami, ker sem komandanta poklical, še vedno je bilo, tovornjak je bil še vedno noter.
Tako da je bilo obupno. Mislim, zdaj je to kot dober štos, ampak jaz sem bil takrat čist fertik. Jaz sem imel tam še na pol flaše tekile, pa moje sem kar vzel. In pa sem zjutraj, enkrat zjutraj, začel reševati problem. Namreč izkazalo se je, da ni bila samo baterija, ni bil samo akumulator, ampak je alternator morcet. Tako da sem bolj srečil bil alternator, to je bilo popravljeno. Kako pa zdaj ven dobiti opremo? Noter je bilo vse, teodolit, pa vse obleka, pa Octavio je še denarnico pozabil. Jaz sem samo gledal, kako bom zdaj to noter pustil, nekomu bom naročil, bom potem, ko vode upadejo, ven pripeljal vse skupaj, ampak mene je vsak dan kamion tega najema stav, ne? Mi smo imeli pa že avion čez en teden. No, pa je nekdo rekel tam v vasi, rekel, ja pa sej, zraven imajo pa, tu ima eden traktor, na 4-kolesni pogon, pet ga vprašam, Festpoba, je rekel, ja, jaz lahko provam, ampak moj traktor je glih toliko ima med te razdalje, ne, med kolesi, da bom take jarke skopal, da vše težje vam potegnil. Je rekel, a prvi ti tle vsop laguno, tam imajo pa 3 farme, zdaj, kaj pa je 3 farme, bo živi. No, in potem sem se tam zmenil, 3 farme, a veste kaj je treba? A jaz tudi nisem vedel. To je to. To je pa vozilo, ki sploh ne rabi poti. Tam so lagune zaradišče aparat, kjer je bilo drvarjenje zelo pomembno še pred razglasitvijo biosfere. Zdaj jih uporabljajo za razna poljedelska dela. On gre, on to kar podela. In so biti zdrznoti. In mi smo bili v 7 urah zunaj. Da je bilo to res odrešitev, koliko je bilo pa vode, pa vidite. Mislim, to so takle kolesa. To pa je za razno vleko plodov. To nas je kljub vsem tem problemom ta epizoda srečno končala. In zdaj bom seveda končal tudi jaz, najbolj sem malo pa živ tu. Torej, kaj zdaj to pomeni? Seveda imamo, kot je običajno, več vprašanj kot odgovor. Ampak zdaj, medtem ko sta ti dve območje dobro znani, vmes smo pričakovali, da bo neko prehodno območje, kar zadeva arhitekturo in vse ostalo. Ne? Recimo v tem Rio Bek regiji skoraj da ni piramid, ne? Ampak so pa neki lažne piramide, stolpi so, drugi tip stel skoraj ni, teh klesanih spomenikov. In podobna je arhitektura v Čenes, v regiji Čenes. Ko smo pričakovali, ne, jaz, vsi, ne, arheologi, da bo to neko umestno prehodno obdobje. Mi pa najdemo piramide, kup piramid, posod so piramide. Ne. To je pa veliko bolj značilno za kak Kalakmul, za najvišja, ki so veliko dlje tam proti jugu, ki spadajo čisto drugo kulturno sfero. Ne. Imamo tudi te, recimo v Rio Bek regiji je to edina piramida. Edina prava piramida je ta Bekan, to je ista, ki sem vam jo prej kazal, ki je bila pred leti čisto zaraščena. To je edina piramida. Mi imamo tu samo v Čaptunu okrog 15. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? To seveda ima neke politične implikacije. Očitno je to naše območje bilo bolj povezano ne toliko s temi sosedi proti jugu in proti severu, ampak bolj nekje drugod. Recimo s Kalakmulom, kjer je v tem poznem času vladala dinastija Kan, ena najbolj mogočnih v majovskih državah sploh. Mimogrede v zadnjem National Geographic, ko je članek o tej dinastiji Kač. Po drugi strani so pa tu nenavadne zadeve, tako kot tisti stele s štukaturami. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Ali pa tisti oltarji, žeblaste oblike. Torej, to so seveda vprašanja, na katera zdaj nimam odgovora. Mogoče sploh ni stvar tako nenavadna, ko bomo nadaljevali te raziskave proti severu ali bojo drugi, se bo mogoče izkazalo, da je bilo pa na tem območju to bolj moderno, ne? Kot pa drugod pač ne. Skratka, imamo nekaj odgovorov, še več je pa izzivov. Zdaj, za koga, za tiste, ki zanima, imamo tudi spletno mesto, ne, kjer imate povzetek naših raziskav, veliko svetovnega materiala. Seveda so omenjeni tudi vsi
naši sponzorji. To so pa točke, ki jih že zdaj, ki sem jih že pregledal na letalskih fotografijah. Torej, po letalskih fotografijah je očitno, da so to arheološka najdišča. Jasno je, da jaz ne bom toliko časa živel, da bi vse to pogledal, bo pa še kdo drug. Razen tega smo za naslednje leto smo pa naročili zdaj lidarsko snemanje, to je snemanje, lasersko snemanje z letal, območja, ki je veliko 200 kvadratnih kilometrov, okrog, ki vključuje Čaktun, Tamčen in Lagunita. Mi zdaj te proizvode že imamo, lidarski relief, dejansko gledamo skozi džunglo, če vi to pogledate na Google Earth, je vse samo zeleno. Mi vidimo skozi in je vse polno arheoloških ostankov, tako da naslednje leto, marca, začenjamo zopet, oziroma nadaljujemo te raziskave, samo da bomo zdaj šli veliko bolj natančno pogledati, kakšno je bilo to zaledje, tu so tudi poljedelske terase, avenije, ki so povezovali posamezna naselja in pa seveda lahko pa mogoče najdemo tudi kakšne stele z zanimivimi napisi. Tako da za konec moram seveda omeniti še razne naše podpornike, vedno nas podpira Mehiški nacionalni inštitut za antropologijo in zgodovino, pa seveda moja lastna institucija, znanstveno-raziskovalni center SAZU in pa razne privatne kompanije, National Geographic je tudi že financiral 3 naše sezone, tako da, če je kdo voljan ali željan ali interesent, da nas podpre s kakšnimi donacijami, imamo še veliko prostora za logotipe. Lepa hvala, če imam to večno vprašanje, pa se nas veselim. Torej, jaz spet nisem specialist za barve. V glavnem pigmenti so zemeljski, iz raznih mineralov. Recimo maji so imeli tudi, rdeča barva je še lažje dobiti kot recimo modro. Maji obstaja posebna vrsta modre barve, ki se prav reče azul maja ali maja blue, ki je prav ima posebno formulo, samo oni so to, šele v zadnjem času so odkrili, da se to izdeluje z posebne vrste minerala, ki se mu reče paligorski, katerega ležišča so samo ponekod, ki zopet odražajo termolino. Tako da recimo za glavne so minerali. Še nekaj vprašala, ko ste tudi omenili jaguarja, jaz sem že dosti slišala, da so maji in tudi so poudarjali pomen jaguarja. Kaj je na tem? Ja, seveda. Kaj tako kot je v starem svetu lev kralj živali, je tam pač kdo pa moče ne jaguar. Poleg tega je jaguar nočna žival, glavna, in je vedno imel ta pomen noči, nočno sonce, jaguar, predvsem je pa zemeljska žival. Na eni strani je jaguar, na drugi strani je orn, ptiči in ktonične živali, ali pa kače. Jaguar je gotovo zato, ker je pač najmočnejši predator. Jaguar, ja, ni nobeno posebno božanstvo, da bi bil jaguar, imajo pa mnoga božanstva jaguarjeve poteze, že od časa Olmekov naprej. Zanimivo delo. Koliko časa imate pa, da se ukvarjate s kakšnimi drobnimi najdbami, glede na to, da odkrivate hektarje in hektarje, ne? Drobne najdbe, ja. Ne. Drobne najdbe seveda poberemo, vedno poberemo vzorce površinskega materiala, keramike zlasti, mislim, največ se pač keramike najde, recimo ta ena puščica, vidike, malo. Keramiko poberemo zato, ker je to prva kronološka indikacija, jasno, da vidimo vsaj po površini, kam časovno spadajo posamezna naselja. Recimo, če imamo napise, Čaktun, ja, pa tudi Lagunita ima tam stelo, ki ima tudi v 8. stoletje, vemo, kdaj so bili ti spomeniki sklesani, ampak če imamo keramiko, imamo pa seveda daljši
razpon tudi posaditve. Problem je, da je površinskega materiala zelo malo zaradi vegetacije, ker džungla to vse prekrije, humus je ogromno. Še največ ga najdemo v kakih pleninskih izkopih, ampak tu jih sreči ni bilo toliko. Seveda pa to poberemo in to se potem analizira. In tudi to je del naših objav, površinski material. Pri izkopavanjih, tu, ko smo osvobajali te stele, se pa najde tudi kaj več in bolj sistematično in stratigrafsko. Recimo celo daritev torej odvitkov oziroma klin litičnih smo našli pred eno od stel v Čaktun kot daritev, očitno, ki je bila tudi že ponovno uporabljena v sekundarni. Ali pa fragmente poklasičnih kadilnic, ne, pred stelo 1 v Čaktunu, pred tisto z štukaturami, ne, ki pa te kadilnice pa pašejo v čist pozno klasično obdobje, tako da očitno šele takrat nekdo hodil tam in je prišel to daritev. Ja, vse je pomembno, vse poberemo, kar najdemo, kar se da. Vsega ne, ker ne moramo ne, včasih. Tisti velik piskar, ki ste videli, tega pač nismo. Ampak vzorce pa ja. Ali lahko še nekaj vprašam, glede na to, da ste rekli, da vas podpira tudi mehiška Institutna znana antropologija, posredna vlada. Pomeni, da ima oblast sedanja neko čut neko zavezo, da ta preteklost prihaja na dan, oziroma čutijo kakšno celo identiteto v majih sedanji prebivalci. Seveda, to je, jaz sem tudi bil zaposlen na inštitutu v tem 9 let, 90 letih. Ustanovljen je bil že v 30 letih ta inštitut. In seveda, latinsko-ameriške dežele temeljijo na avtohtonih tradicijah. Njihova identiteta je bolj avtohtono, ne pa Španci. Španci so tisti, ki so prišli. In ko so se osamosvajali v 19. začetku 19. stoletja, so se osamosvajali od Špancev, se pravi, so rabili neko drugo identiteto. In ta je temeljila na domorodni tradiciji. Če pridete v Nacionalni antropološki muzej v glavnem mehiškem mestu, je vse podrejeno Aztekom. To je cela arhitektura, je tako narejena, da vas pelje do glavnega sončevega kamna. To je zelo, na kovancih so azteški simboli, majovski, na bankovci. Torej, to je del mehiške identitete in ne samo mehiške, tudi mnogih drugih latinsko-ameriških držav. Seveda, država zelo skrbi za svojo arheološko dediščino. Ker ne nazadnje je to tudi velik del, danes je to pomembna veja turizma. Velik del turizma mehiškega temelji prav na arheologiji. Je pa seveda res, da se vsega pa ne da ohraniti, tako kot je moj kolega rekel, če bi hotel ohraniti vso arheologijo mehiško, potem moramo za današnje prebivalce zgraditi drugo nadstropje. Mehika seveda zelo podpira to, je pa tega toliko, da so seveda dobrodošli tudi razni tuji projekti, ki pa je tudi veliko. Zanima me, če so kakšne podobnosti med majsko kulturo in kulturami v drugem svetu, recimo tudi moje piramide v Egiptu in še marsikje in sem tukaj videti predvsem bolj razgibana. Ja. So kakšne povezave tukaj? Torej, v povezavah ni nobenih nikakršnih dokazov, da bi se kaj prenašalo z enega konca na drugega. To je zelo znamenito vprašanje, ki so ga mnogi skušali razrešiti. Thor Heyerdahl pred mnogimi leti, ki je dokazal, da bi lahko z preprostimi plovili premagali Atlantik ali Pacifik, seveda pa ni dokazal, da se je to res zgodilo. Predvsem je problem difuzije, kot temu rečemo, v velikim kronološki razliki. Ko so začeli v Mezoameriki graditi piramide, ko so jih začeli graditi, v Egiptu že kakih 1500 let niso bile več v modi. Torej, ta razlika je prvi dokaz, da pač to ne gre. Danes je najbolj sprejeta razlaga to, kar pač v glavnem se vsi strinjamo, da človek najde na podobne izzive, v podobnih okoliščinah, podobne rešitve. Tudi v miselnem svetu.
Kar zadeva, celo v religiji, kar zadeva piramide, je seveda to točno. Na Kitajskem so, v Južni Ameriki, v Andiji, v Severni Ameriki imamo Mound Builders, tudi nek Mezopotamija, Egipt. Dejstvo je, da ko nastanejo prve države, morajo vladarji tako ali drugače pokazati, da imajo oblast, da imajo moč. Kako najlažje to dokažejo? Ja, če dokažejo, da imajo veliko ljudi pod svojo komando. Kako pa to naredijo? Ja, da nekaj zidajo. Zdaj, če ti gradijo, s preprosto tehnologijo bo nastalo vedno nekaj piramidalnega, ker če bo delali kocke, bojo razpadne. Tako da vedno so te preproste, monumentalne stavbe, so vedno piramidalne, lahko so krožnega tlorisa, ovalnega ali pa pravokotnega, ampak vedno rata nekaj piramidalnega. So pa ogromne. Prav simptomatično je, da vedno so vse zgodne stavbe največje. To je na Kitajskem, to je v Egiptu, piramide so najzgodnejše, to je v Mezoameriki, najzgodnejše piramide so največje in še marsikje drugi. Zato, ker kasneje, ko pa očitno že malo bolj obvladajo tehnologijo, pa ni več tako pomemben volumen in masivnost, temveč so pomembni detajli, okrasje in podobno. In to je nekako univerzalno. Za mene je pa ena uganka, kakšna je morala biti gospodarska moč takih držav, da je lahko toliko veliko ljudi se ukvarjalo sam s temi stavbami. Da tisti, ko se proizvaja hrano in vse ostalo, da ene se pa lahko sam to delajo. Seveda. To je pa tisto, kar se zgodi šele pri razsvojenih družbah. Egalitarne družbe tega nekako ne zmorejo, čeprav lahko so marsičesa sposobne, ampak da pride do države, da pride do res monumentalne gradnje, je pa seveda, to je pa možnost šele, ko se pojavi država. Država se pa zopet pojavi zato, ker je odgovor na posebne izzive. Ponekod ni mogoče preživeti večjemu številu ljudi, če se ne organizirajo z neko centralizirano oblastjo. In to je tisti trenutek, ko očitno sami ljudi rečejo, dobro, pa daj ti komentirati. Drugače je težko razumeti, da bi ljudje prostovoljno prepustili oblast nekomu drugemu. Torej, v nekih trenutkih je evolucijsko primernejšo, oziroma za preživetje, da nekdo centralizirana oblast, da vodi dela, in drugi se pač podredijo. Problem seveda nastane, to se marsikaj dogaja, ampak so ti voditelji izbrani po svoji sposobnosti. Problem nastane takrat, ko postane oblast dedna. Takrat je, ko se pa oboroži še z represivnim aparatom, pa stvar irreverzibilna, pa ni več poti nazaj. Kako se pa to zgodi, je pa spet vprašanje, o katerem še vedno potekajo debate. Ampak ja, sigurno so take stvari možne samo nekje, kjer obvlada delitev dela, intenzivno poljedelstvo, namakalni, suševalni sistem in vse to, ki omogoča preživeti dovolj zadostnemu številu ljudi, da se lahko ti ukvarjajo tudi z arhitekturo, z umetnostjo, opazovanjem zvezd in vse to. In v tem smislu so seveda vse stare civilizacije podobne. Maji imajo seveda, in mnoga druga ljudstva, vsaka ima nekaj posebnega, zaradi česa so konec koncev zanimivo, ampak meni se pravzaprav še bolj fascinantne podobnosti. Kako človek povsod pride do zelo podobnih rešitev, bolj žalostno je pa, da povsod počne tudi iste neumnosti. Ja, res je. Zdaj, kaj ste vi pregledali, boste zdaj pustili naravi, da bo nazaj da pa nisi slišal. Vse ta vaša raziskovanja, tukaj ste zdaj bi odkrivali, tu boste prepustili nazaj naravi? Ja, seveda, nimamo kaj, zdaj to se dokumentira, ene stvari tam ene stele smo zvlekli v bližno vas, vse ostalo pa tam, ne. Ja, se tudi, če bi karkoli drugam prenesli, je potem treba to tam vzdrževati. Mi zdaj vse to, kar dokumentiramo, stele, ki so bile zakopane, jih zakopljamo nazaj. Zdaj, če bo pa nekdo, naše delo je pač prvi korak. Zdaj se šele ve, kje so posamezne nadišča in kaj so njihove osnovne karakteristike.
In zdaj lahko drugi delajo naprej. Na 3 naših najdiščih že delajo ekipe, ne? Kanačani na enem, Mehičani na drugem, Nemci na tretjem. In tako da to, seveda pa tudi to, kar dokumentiramo, te spomenike, ima še eno vrednost, ne? Težko jih je zdaj ukrasti, oziroma opleniti in prodati, zato ker zdaj povsod velja zakonodaja, da pač ne smejo ti spomeniki iz držav, ne? In kar preprodajalci velikokrat navajajo, da ne se to sem jaz podedoval od babice, še pred 70, v tistem času, ko te države še niso imele te zakonodaje, ne? In taki primeri so že bili, da se rečejo, kdaj si podedoval, a takrat ne, Miško. To je bilo še pred 5 leti na svojem mestu. In takrat se jih pol da sodno preganjati. Mi seveda to objavimo, zdaj noben, tudi če bi to kdaj hotel prodati, na neki javni dražbi, tega ne more narediti, zato ker je jasno, da je bilo to še tega in tega leta na mestu, ne? In da je bilo nedvomno ilegalno odpeljano iz države. To je zdaj še tak dodatni moment. Dobro, če je to, še enkrat lepa hvala za pozornost. Prosim vas samo še minutko, da se dokratpraviti zahvalimo. Čakamo Irino. Brava. In na tak način, ker vem, da je velik ljubitelj piva. To ne bo časa. In seveda res ni zdaj pravi slabo okolje, ne to. Ampak pivo ni najbolj doma. Ampak imamo pa tudi dobre pivovarje in to so taki izvirni pivovarji, to so Pelicon. In iz tega sem rekel, dejte napraviti nekaj takega, da bo nekaj resjumno ali kitajsko. No in nekaj podobnega upam, da so ustvarili. Tako da to je pa tudi zaradi tega, ker je dr. Šprajc s tem imel rojsten dan. Jaz seveda upam, da če bo v bližnji prihodnosti objavil kakšno novo knjigo, da bomo v Ajdovci prvi, ki bomo tudi predstavili. Hvala lepa.